Kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori med malimi oglasi. Če si oženjen, če si sam, tu najdeš vse rešitve. Podkupim ali podprodam, od avta do ženitve, med A in Ž vseh teh želja, pa je še abeceda, ki se prav rada zavozlja v kaj čudno zmes nereda. Nered pa je najboljša snov za zgodbo zapleteno. Zato zdaj brž v kak mehek stol in si oglejte eno. In zato se nikar ne sprijaznite z usodo, ne priznajte, da je vaše mesto v zadnjih vrstah parterja. Moderna kozmetika vam omogoča, da lahko sedete v prvo vrsto. Veliko žensk se počuti starejše, kot v resnici so, in to zato, ker se zapuščajo. Ja. Zapuščajo. Zapuščajo. Bodite mlade, bodite vesele, bodite vitalne. 40 let je šele prva polovica vašega življenja. Mar boste drugo preživele v zapečku? Ne. Prva polovica življenja. Ker se zapuščajo. Ja. Proče z debelimi nogavicami, vaše noge bodo lepše v prozornih. Očala nosite samo, kadar je potrebno, vaši nohti naj bodo negovani. Izberite diskreten lak, pri delu uporabljajte gumijaste rokavice. Če vam dela skrbi vaša postava, uporabljajte steznike. To so delale že vaše babice. In zapomnite si, kozmetika vam nudi nadomestke za vse tisto, kar ste v teh letih zanemarile. Od nohtov do trepalnic, od lasulj do pripomočkov, ki bodo oblikovali vašo postavo v estetsko celoto. Niste stari, samo vaši nazori so mogoče zastareli. Tako je. Zastareli nazori. Skrajšati. In to takoj. Ja, s tem bo pa težje.
Kot da sem vse življenje pomivala posodo v študentski menzi. Tako je. Anatomija. Prav imajo. Nisem še stara, niti nisem za v muzej, niti nisem babica. Še dobro, da sem si kupila vse te stvari. Vitalnost in energija in prva vrsta parterja. Vitalnost in energija in prva vrsta parterja. Na-na-na-na-na, na-na-na-na. Kdo pa je? Že spet. Ja, že grem, no. Že grem. Ajde. Aha, hvala. Pridem jutri z ekspresom Marko, no hvala Bogu. In nič ne rečeš k moji novi frizuri? Kaj je nova? Oprosti, draga, hotel sem reči, je bila mar prej drugačna? To je pa že višek. Jaz sem res kratkovidna, ampak ti, dragi moj, ti si pa slep. Postrigla sem se. Pa res? Zakaj pa ljubica? Zakaj? Zato? Tudi krila sem skrajšala. Prav, kot želiš. Ne gre za to, kaj jaz želim, ampak zato, če je tebi tako bolj všeč. No, meni je všeč. Vedno sem te rad gledal. Ja, zdaj pa poslušaj. Veliko žensk se počuti starejše, kot v resnici so, in to zato, ker se zapuščajo. Ampak kaj pa govoriš, Ema? Proč z debelimi nogavicami? Vaše noge bodo lepše v prozornih. Očala nosite samo, kadar je potrebno. Ja, nosila jih bom samo doma. Ampak Ema, za Boga se nič ne vidiš, kako boš pa sploh hodila. Zakaj imam pa tebe, a ne? Dobro, kako te bom pa jaz? To bo tako, kot bi vodil slepo. Ti si... se boš že privadil. Očal ne bom več nosila, pika. 40 let imam. 43. 40. 40. No, tu pa piše, da je 40 let komaj prva polovica življenja. Nisem stara in nočem biti stara, razumeš? Prav, kot želiš, draga. Dovolj dolgo sem bila gospodinja. Druge ženske hodijo v kozmetične salone, se ravnajo po modi, hodijo v kino, v kavarno, v gledališče. Kaj pa jaz? Kakšna sem videti, ha? Kar v redu. Ja, zdaj, ko sem se malo uredila, ampak sicer za v muzej. Oprosti, draga, ampak še vedno ničesar ne razumem. Ja, to ti pa rada verjamem. In zato me preseneča, kako ti je uspelo vse to nakupiti. Ko pa ne razlikuješ niti metle od krtače. Tega nisem jaz kupil. A ne? Kdo pa? Gospa Torelli, žena profesorja Torellija. Delegiran je bil od predsedništva simpozija. Čudovit človek, ti rečem, njegove študije o ličinkah sviloprejke, to sem... Čakaj, kakšne sviloprejke? Govorimo o njegovih študijah, vendar. Ja,
In kaj je z njegovo ženo? Kako si jo Ja, spoznal? bil sem pri njih na kosilu, potem si mi pa dal ta tvoj seznam in ona je vse to kupila. A, zdaj mi je šele jasno. Poslušaj, Toreli bo prišel k nam drugi teden najbrž kot gost našega inštituta. Draga, morala ga bova povabiti na večerjo. Ja, Marko, saj veš, da je naše stanovanje neprimerno. Ja, kje naj ga pa sprejmeva? V kuhinji, tu v moji sobi, naj večerjamo na tvoji pisalni mizi med zbirko ličink, sviloprejk, krokodilov in metuljev in... Ne, večerjali bomo zunaj. A, to pa je nekaj drugega. Ti, kakšen pa je ta tvoj Toreli? Čudovit, zelo simpatičen človek. Ja. Nikoli si ne bi mislil, da je eden največjih strokovnjakov za ličinke sviloprejke. Oj, že spet ličinke in sviloprejke. Koliko je pa star? Ja, kakšnih 40. A, glejno, glejno. A 40? Poslušaj, Ema, zdaj moram spat. Ves dan sem potoval, jutri imam pa delo. Lahko noč, Ema? Lahko noč. Ti, Marko, Kaj? kdo bo pa vse to plačal? Inštitut iz fonda za reprezentanco. A, no. Hvala Bogu, da tudi ti prideš enkrat do tega, da lahko povabiš nekoga na večerjo. Ti, Marko, Ja? prosim te, a mi lahko prineseš angleški slovar? Angleški slovar, prosim. Ja, naj ti pomagam, da se ti ne bo treba mučiti. Ne, hvala, dragi. Ampak to je preveč strokovno in znanstveno. Celo za tvoje znanje angleščine. Hvala Izvoli, lepa. draga. Joj, kako bo šele s trepalnicami. Ven, nisem še gotova. Ok, ma prosim te. Ven! A si se končno spomnil, ob kateri uri sta zmenjena? Mislim, da ob 9. A, misliš? Joj, revež skleroza. Oj. Mi pa morala biti tam ob 3/4, ker smo gostitelja. Sicer pa imamo rezervirano mizo. Gotovo. No, končno. Zdaj mi pa lahko poveš svoje mnenje. Kaj? A ne boš nič rekel? Presenečen sem. To sem tudi pričakovala. No, zdaj vidiš, kaj pomeni moderna kozmetika. A bi mi jih prisodil kaj več kot, recimo, 35? Mislim, da si čudovita, draga. No, tako. Koliko je pa ura? 8:25. Aha, potem pa lahko greva. Daj mi moj plašč, prosim. Takoj. Izvoli. Še kaj? Hvala. Še torbico, rukavice. Izvoli, draga. Še kaj? Hvala, ne, nič, jaz sem pripravljena. Kaj pa očala? Očal ne bom več nosila, pika, sem ti že povedala, da jih bom nosila samo doma. Ampak kako pa boš, kaj pa stopnice, pločnik, promet? Saj se te lahko primem pod roko, a ne? In je stvar urejena, no daj, že pojdiva že, no. Ampak prosim te, draga, pazi. No, a vidiš, da lahko hodim tudi brez očal? Tudi oblekla sem se brez njih.
Dobar večer. Prosim, Večer. izvolite. Oprostite, mar gospe ni dobro. Ne, vse je v redu, hvala. Ti, Marko, kdo pa je tistale gospa tam? Tako prijazno me gleda, pa se ne morem spomniti, odkot jo poznam. Katera gospa? A tista tam zadaj. Ne bodi neroden. Ja, pa katera gospa vendar? Zadaj, kaj ne vidiš. Zadaj. Ema, to si vendar ti. In prosim te, natakni si očala, saj nič ne vidiš. Očal ne bom več nosila. Kaj je za večerjo? To je odvisno od tega, koliko si lačna. Ne, to je odvisno od proračuna za večerjo. Boste naročili? Ne bi še. Čakamo našega prijatelja, profesorja Torellija. Da, gospoda sem pravkar videl v garderobi. A da, je že tukaj. Oh, caro dottore, profesor Torelli, moja soproga. Piacere, Me veseli. piacere da sem vas spoznal. Ja, tudi mene. Mene. Ecco. Marko mi je toliko pripovedoval o vas, pa o vaših ličinkah. Grazie. Boste aperitiv? Sì, per me slivovica. E vi, signora? Whisky. Karkoli, vseeno. Meni lahko slivovko. Kakšen dan. Kakšen dan. To ste zelo utrujeni, ne? No, samo malo razburljivo. Discussione. O filoprejkah, o ličinkah in tako. No. Discussione sulla vostra... Ma come si dice? Sulla vostra cucina nazionale. Sì. Cevapčič, Ecco. Naj serviramo predjed. Sì. Gentile signora. Jaz bi... Malo kaviarja, prosim. Caro amico. Izvolite vi najprej, vi, spoštovani profesor, izvolite, prosim. Grazie. Ecco. Samo malo, un po' di prosciutto, qualche oliva, jacco malo caviar, un po' di astok con maionesa. Ecco, to je vse. Za Boga. Meni pa mrzlo šunko s kumaricami. Spoštovani prijatelj, draga moja, želim vama prijeten večer. Signora, caro signor Marco, cin. Sì. Sì. Zakaj pa ni prišla vaša gospa z vami? Impossibile. Mia moglie ima mnogo delo a casa. Ja, delo. 4 bambini, 4. Sì, Ma- ima mnogo delo a casa. Ne potuje, ne gre in cinema, sempre a casa. Povera. To pa ni lepo. Signor Torelli, da mora biti vaša gospa zmeraj doma. No? Perché? Jaz sem za popolno emancipacijo žensk v vsakem pogledu. Sì, ma bambini, 4. Ženske so veliko krat žrtve zakona. Kaj naprej morajo
skrbeti za moža, za družino, za dom, za otroke. Kaj pa njihovo privatno življenje? Ampak, Ema, pusti, prosim, pusti kolega. No, caro dottore, molto interessante. Vsaka ženska naj bo moderna, naj Sì? se oblači po modi, Sì. naj spremlja moderno kozmetiko, Naturalmente. naj hodi v družbo, ne pa da se doma zanemarja. Ne? Ti ne piko, Joana. Kaj sem že hotela reči? Ja, ženska se ne sme prezgodaj postaviti samo zato, ker se zanemarja. Ne? È molto interessante, veramente. Vsaka ženska je lahko moderna, lepa in mlada. 40 let, to je šele prva polovica življenja, ne? Sì. Ja. Ste že izbrali? Jaz bi... Vi najprej... Ribji file s tatarsko omako. Pozneje je pa mogoče mrzlega piščanca. Ne vem, no bom še premislila. Meni pa kuhano govedino s hrenom. Mala porcija. Mala porcija. Signor Torelli? Dunque, Prosim te, pazi, tu ni poceni. Jaz lahko porabim manj, kot sem mislil. Direktor mi je naročil, da zdaj, ko je reforma... Tem boš pa doplačal iz lastnega žepa. Jedla bom toliko, koliko mi bo všeč in koliko bom mogla. cin cin. Cin, cin. Pa začnimo. Priznam, da sem dobila apetit. To je zdravje, signora. Si? To je deficit. Si kaj rekel, dragi? Dober tek. Grazie, grazie. Ste se že odločili za drugo jed? Puran. Poran. Mi dva bova pa nadaljevala z mrzlim piščancem. Ne, jaz ne bom. Ampak prosim samo belo meso. Caro dottore, non ha appetito? Come? Marko malo je skleroza. No, draga, no, tudi ti bi lahko malo manj jedla zaradi linije in sploh... Kaj imaš pa proti moji liniji? Signore, come si dice? Come una mannequin attrattiva. Grazie. No? Prvi. A si kaj rekel, dragi? Ne, nič. On? Prostita, takoj se vrnem. Cin cin. Čin. Oj, kje je že kava, dezert, napitnina, vino. Zgubljen sem. Halo? Teta Hermina, si ti? Hvala Bogu. Ja, jaz sem Marko, ja, poslušaj, teta Hermina, veš kaj, pošli mi 10... Veš kaj, pošli mi 15,000 dinarjev. Ja, vem, da smo ti dolžni. Vsega skupaj zdaj, ja, 50,000, ja. Poslušaj, mi smo v hotelu, daj Jožetu in naj prinese sem in da natakarju. Ja, vse skupaj daj v kuverto in jo zalepi, na njo pa napiši naslov. Ja. Kako? Zakaj smo tu? Ne. Imamo nekega prijatelja iz Italije, ja. No, hvala, teta Hermina. K zdravniku? No, bom videl, če bom... Ja, bom. Jutri na vsak način, teta Hermina. Lahko noč, hvala lepa, lahko noč.
Direttore, zamujate. Dottore caro. Marko, Cin-cin. pazi na svoj pritisk. Kar toliko ne bi. K vragu pa še pritisk. Cin-cin. Premislila sem se, ne bom piščanca. Ne, prinesli smo Ja. že, gospa. Bom pa jaz. Gospa, še kaj želi, mogoče desert, sladoled? Ja, sladoled pa, ja, prosim. Ecco. Hvala lepa. Si kaj rekla, draga? Da ti ne bo škodovalo, Marko. Nikoli toliko ne večerjaš. Brez skrbi, draga. Kamor je šel bik, ne gre pa še štrik. Così sven, z vašim con vostro direttore, signor Malec. È molto simpatico, molto simpatico. Puranie eccellente. Škoda, da signora ne je več. Ne gre. Ne vem, kakšen je puran, ampak piščanec je izvrsten. Pa solata, To je pa od tiste naše Micke. Ali počakaj, ti bom še pokazal. To ni kozmetični salon. Prosim. Teta Hermina. Ja, Božica. Povera, kdaj je umrla? Teta Hermina? Ne. Torej, zares škoda, da greste a casa. Bi še en koktel No. in bar. Ne, hvala lepa. Signor Torelli, za Marka bi vam to že preveč moral v posteljo. Najlepša vam hvala, res. To je bilo zdaj vse preveč. Lahko noč. Buonanotte.
Poslušaj, dragica, pa bi res lahko šli še za trenutek noter. A, ne, Po ne, taki večeri. Po kakšni večerji? Domov? Che emancipazione! Che dol. No. Kako sem se najedel. Ema, kaj pa gledaš? Ti, Marko, Kaj? kaj pa piše tamle, daj no, preberi. Tamle. Daj preberi, no. Vzel sem jih za vsak slučaj, pa se emancipiraj do kraja. Pri Jelenu dobra domača kuhinja. Dobra domača. Ema, kam pa greš? Na pošteno krvavico s kislim zeljem. Ema! Ema, poslušaj, jutri mi skuhaj kislo juho. Boš? Aha. Ema, kaj ne greš spat, 2 je že. Ne. Nekaj moram še urediti. Ema, da ti ni slabo? Halo? Je pri telefonu urednica ženskega časopisa Žena? Ja? Ja. Aha. Mi je prav žal. Jaz zaradi vas nisem mogla večerjati in veseli me, da vi zaradi mene ne boste mogli spati. Zdaj me pa poslušajte. Bodite vitalni, bodite mladi, bodite energični, bodite moderni. 40 let je komaj prva polovica življenja. Tako. Zdaj ne pa razmišljaj do jutra. Pojdiva spat. Da, draga. Kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori. Med malimi oglasi, če si oženjen, če si sam, tu najdeš vse rešitve. Podkupim ali podprodam, od avta do ženitve.